Radio SI Main Stage. Ja, Ditka, lepo zdrav. Dobro jutro, zdrava. Vse, kar je Helena povedala, kar so drugi povedali o tebi, kaj si že dosegla, ne? Jaz bi vse skupaj povzel v neki besedi spoštovanje. Ne? Ti spoštuješ druge in drugi spoštujejo tebe. Ne? Ja. In ta neka iskrenost, ki skozi glasbo zeva, se nekako res, se mi zdi, rezultira v tem spoštovanju. Ne? Si človek, ki spoštuje druge. Ne? Absolutno. Najprej moram reči, da ko sem poslušala zdaj tale začetni opis, mi je kar tako toplo postalo pri srcu in absolutno spoštovanje je tisto, ki mora biti med glasbeniki, strani glasbenika do poslušalcev, skratka eno tako vzajemno spoštovanje in pa se mi zdi tudi ena tista hvaležnost, ko se vse te stvari odvijajo, da znaš to ceniti in potem pravzaprav je pot dobra. Povej mi, je glasba izbrala tebe ali si ti izbrala glasbo? Bi lahko rekla, da tudi tole vzajemno. Namreč rodila sem se v glasbeno družino, moj oče je profesionalni glasbenik, tako da sem bila pravzaprav že od malih nog obdana s kakovostno glasbo. Glasba mi je bila vedno všeč, rada sem jo poslušala, tudi vedno sem rada skušala na kak inštrument zaigrati. No, potem bom rekla, da doma je bila vedno ena taka, brez prisile, no, sem se lahko pravzaprav učila igrati na inštrumente, peti, napisati svojo prvo pesem. Imela sem vedno to podporo, na koncu pa sem le tudi jaz izbrala glasbo. Avtorska glasba je nekako besedna zveza, ki jo povezujemo s teboj, čeprav v glasbene poezija je potem seveda neko sodelovanje, ampak s priredbami si se sploh kdaj spogledovala ali ne? Bom priznala, da zelo redko. V bistvu sem takrat seveda v najstniških letih sem se seveda učila tudi coverje, ne, tako za svojo dušo, ampak bom rekla, da ko sem napisala svojo prvo pesem, res torej v celoti glasbo in besedilo, to je bilo nekje v začetku srednje šole, sem začutila, da je to tisto, kar si želim. Nekako sem že takrat čutila to razliko v občutku, kaj pomeni pravzaprav preigravati glasbo nekoga drugega oziroma igrati tisto, kar napišeš ti, in zdaj se pravzaprav držim večinoma res samo tega, torej da ustvarjam svojo glasbo in jo tudi torej predajam ljudem. In tudi v angleščini, ne, zelo kvalitetno, ne, Helena, potrebno je pohvaliti Ditkino, ne bomo rekli samo, če govoriš, je izgovorjava, če poješ, je pa kaj iz? Interpretacija, recimo, ne? Ja, ne vem, bom čisto iskrena v slovenskem prostoru, ne, tako da res začutiš malce kocine po konci, ne. Bi že kar zelo poiskala. Je to posluh ali si hodila na kakšne govorne vaje za angleški jezik, recimo? To nisem, se mi pa zdi, da je mogoče bolj ta vpliv. Pravzaprav sem že od majhnega poslušala večinoma samo angleško govoreče izvajalce in ta jezik mi je bil res od nekdaj zelo všeč. Se mi zdi, da že v osnovni šoli mi je pravzaprav bila angleščina najljubši predmet, rada sem se je učila in sedaj ves čas, no, in tudi zdaj večinoma poslušam torej tuje govoreče izvajalce. Se mi zdi, da potem nekako, ko tudi poješ v tem jeziku, se pač vse skupaj poklopi. Lahko eno vprašanje, takole s celotno tvojo podobo in mogoče tudi malce drugačnostjo, si kdaj vzela kitaro pa šla v kakšno evropsko prestolnico pa zaigrala kje v kakšnem parku ali pa na kakšni podzemni? To je želja, ki ostaja. Že kar nekaj let razmišljam, da bi probala pravzaprav ta busking, kot ga poimenujejo, torej igranje na ulici. Sem pa imela priložnost seveda tudi že igrati v evropskih prestolnicah na raznih dogodkih in festivalih. Tako na ulici pa še ne, tako da je želja in bo. No, kje v tujini pa ti je recimo bilo najbolj prijetno nastopati? V bistvu mi je bilo povsod zelo všeč. Bom rekla, ne vem, a sem imela to srečo, ampak vse povsod so ljudje res dobro sprejeli mojo glasbo, tako da so bili občutki res povsod zelo lepi. Super je bilo na Dunaju, pa tudi v Sofiji, v Bolgariji, kjer sem pred nekaj leti zmagala na kantavtorskem festivalu. Tudi na Slovaškem, recimo, so zelo dobro sprejeli mojo glasbo. Skratka, povsod mi je bilo lepo, vedno ena posebna izkušnja. No, vse to me recimo zanima, ne? Ditka kot kantavtorica ali
Ditka zasedbo, ne? Zadnje čase te velikokrat zasedbo recimo slišamo oziroma videvamo, ne? Ja, v bistvu zanimivo je, ker se predstavljam kot kantavtorica, tako se tudi dojemam in tudi ljudje pravzaprav ne večkrat pričakujejo mene s kitaro. Bom pa rekla, da je odvisno pač od same priložnosti. Na teh večjih koncertih imam vedno sabo mojo spremljevalno zasedbo, namreč tudi moje pesmi so aranžmajsko zelo dodelane, če tako rečem, in ker morajo biti zraven tudi vsi ti inštrumenti, ki so na posnetkih, da potem pesem v celoti tako dobro zazveni. Seveda pa na določenih dogodkih sem pa tudi sama s kitaro. Skratka, kot rečeno, čisto odvisno, za kakšne vrste dogodek gre. Pa da je sama kombinacija potem zanimiva tudi zate kot ustvarjalko in seveda za poslušalce, ne? Vsekakor. Dajmo si prvi glasbeni izbor privoščiti. Izbrali si Beatle in Get Back. Kakšno posebno ozadje ali pač zato, ker so Beatli? Beatli so gotovo eden tistih bendov, ki sem jih res poslušala že od otroštva. Ko sem razmišljala, kakšen izbor dati, sem rekla, mora biti en bend, torej en starejši bend, ki me spremlja vse življenje, pa sem potem izbrala Get Back, ker se mi zdi en tak super, da nas vse prebudi v to jutro. No, prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Je tako, spoštovani in spoštovani, Radio SI Main Stage. Danes od 10:15 naprej Ditka z bendom, ne? Tako, ja. Ditka z bendom vadi kolikokrat na teden, recimo? Tega podatka ne bom izdala. Se dobimo seveda dokaj redno. Največ pač seveda pred skupnimi koncerti, kot sva že prej omenila, ne, pravzaprav nastopam v različnih zasedbah, tako da največ vadim sama s kitaro. Seveda pa pred večjimi koncerti pa imamo skupne vaje, ker se mi zdi, da je to najbolj pomembno, no, da je pač bend uigran, ta energija. Lahko rečeš, da si zdaj postala zares profesionalna glasbenica, ne? To je zdaj tvoj poklic, to ti počneš. Tako je, zdaj teče že 5. leto, kar sem pravzaprav v glasbi poklicno, profesionalno. In čisto odkrito si niti ne predstavljam, da bi še kaj drugega hkrati počela v smislu poklica, ker to delo glasbenika te res celostno okupira. Še posebej, ko si hkrati tudi avtor, ko ustvarjaš, to je seveda proces, včasih rečem, ki traja 24/7, torej ves čas. In je enostavno res to poklic, ki pač ti vzame ogromno časa, ogromno energije, ampak je tudi zelo lep. Kaj je potem s prostim časom, ko hobi spremeniš v službo, recimo, ne? Ja, pa še ena stvar je tu pri tem poklicu glasbenika, da ga pravzaprav v resnici ne jemljem kot poklic. Je hkrati to tudi moj najljubši hobi, tako da, ko me kdo vpraša prosti čas, in to včasih kar težko potegnem črto, zato ker se mi zdi, da ko imam recimo tisti prosti čas, kadar ne vem, ni koncertov ali pa nimam nekega drugega dela, ki me zasiči, kot so razni intervjuji in tako naprej, običajno največkrat prav kitaro vzamem in grem pisati novo glasbo, in to mi je pravzaprav neke vrste poklic, hkrati pa tudi moj najljubši prostočasovna dejavnost, če tako rečem. Si potem bolj jutranja ustvarjalka ali si nočna ptica? Nekaj vmes. Jutranja nisem, priznam, da zelo rada spim, tako da tudi današnji koncert bo kar izziv zame. Bom pa rekla nekje tamle v zgodnjih večernih urah pravzaprav najraje ustvarjam, če je še tak bolj deževen dan, mi še bolj paše. Torej, ko je že nekaj vtisov dneva za teboj, ne? Tako, ja, zato ker se mi zdi, da kot umetnik se moraš naučiti res opazovati svet z vsemi čuti. Se mi zdi, da res lahko na vsakem koraku najdeš navdih za neko novo zgodbo, in seveda potem, kot si je dejal, ko si proti koncu dneva že poln nekih takih občutkov, je to lepo potem zliti na papir. Feri Lanšček je dober opazovalec sveta, ne? Res je. Kako sta se vidva našla? Ja, naju je pravzaprav res povezala pesem Ne bodi kot drugi pred 10 leti, ko jo je uglasbil moj oče Gorazd. Bom rekla tako, da sva se res preko te skladbe našla. Namreč, ko smo takrat potrebovali dovoljenje, seveda za uglasbitev, smo se povezali s Ferjem in Feri je bil zelo navdušen torej nad to uglasbitvijo, tudi nad mojo interpretacijo. In ker je bil pravzaprav, mu je bilo to tako zelo všeč, je potem sam predlagal, da jaz uglasbim še kakšno njegovo pesem, in bom rekla, da se je to sodelovanje potem res tako spontano začelo, bom rekla,
prepletati. No. In potem me je on tudi večkrat povabil na kakšne svoje literarne večere kot gostjo. Jaz sem imela vedno več idej, vedno več sem tudi torej uglasbljala njegovo poezijo in zdaj z leti sva pravzaprav skupaj izdala že 4 albume in pa, bom rekla, ti majhni nastopi so prerasli res v celovečerne glasbeno-literarne koncerte, tako da včasih rečem, da je mogoče ta zgodba bila kar namenjena. Pa to je nekaj novega, ne, Helena, pri nas? Ja, bi mogla prav pomisliti. Tako sodelovanje recimo priznanega literata in mladega glasbenika. Tako kontinuirano, ne? Tako, ja, res je. 4 so že kar zajetna številka. Ja, res je. To je seveda ogromno ene energije, enega navdiha vloženega v te projekte, ampak se mi zdi, da ko najdeš prave ljudi, ko najdeš pravo ekipo, potem stvari lepo tečejo in lahko rečem, da Feri in pa jaz pa moj oče, no, ker smo res tisti glavni pri ustvarjanju, smo se res našli in se mi zdi, da tisto, kar nam daje ta zagon, je tista svoboda, ki jo dajemo drug drugemu in pa seveda lahko rečem veliko ljubezni do tega, kar ustvarjamo. No, zraven projekta Ditka imaš še projekt Ditka International, ne? Tako. To pa je, lahko rečem, druga stran moje zgodbe. Vse skozi pišem avtorska besedila v angleškem jeziku in torej ustvarjam glasbo na ta besedila. Je pa to zgodba, ki je mogoče v teh letih v Sloveniji nisem toliko izpostavljala, zato ker se je pač ta glasbena poezija tako lepo prijela med poslušalci, tako so me tudi prepoznali, tako so me sprejeli, da nisem niti imela na nek način časa in niti nisem želela, da se kdo pač čuti obligiran, da mora sedaj spremljati pač tudi pesmi v angleščini. Je pa to tisto, ko sva se prej pogovarjala v prostem času, kar pač najraje počnem, torej pišem avtorska besedila. In nekako lansko leto sem pa vseeno začutila, da je čas, da mogoče nekaj več delim s svetom, če tako rečem, in sem ustvarila potem čisto nove kanale, torej tudi socialna omrežja, kjer pravzaprav delim izključno te pesmi v angleškem jeziku, delam torej tudi na tem projektu in seveda dajem možnost poslušalcem, da pač me tam spremlja, kdor me želi. In kako pravzaprav to vse skupaj povezuješ? Imaš tudi kakšno ekipo, ki ti pomaga ali si sama za vse te reči? Večinoma kar jaz sama vse to delam. Zelo pomemben član moje ekipe je moj oče Gorazd, tako da midva pravzaprav poskrbiva za večino stvari, še posebej pač kar se tiče tega glasbenega dela, torej ustvarjanje glasbe, potem snemanje v studio, tam nama pomagajo seveda tudi člani moje glasbene zasedbe. Tudi pri promociji in pri tem delu sva sama, se včasih seveda za večje projekte tudi povežava s kakšno ekipo, s kakšnimi posamezniki, ki pač seveda imajo več znanja na tem področju. Tako da bom rekla, da je prav zaradi tega tudi, bom rekla, sem tako zelo okupirana, ker večino stvari pač delam sama. Lahko samo pohvalimo, ne? Helena, veš, kaj me zanima? Mene zanima, kje ima vse te ure v dnevu, ja, ne? Ker živi v nekem paralelnem. Veš kaj, če bi šlo kak stavek, ne? Zdaj si tako zelo lepo govorila knjižno, ne? Ja. Daj, odgovori mi nama na kakšno vprašanje po koroško, ne? Tako kot Ditka govori po domače, recimo, ne? Ok, te bom pa zdaj čisto po koroško. Zdaj vidiš, da ko začnem po koroško govoriti, kar nekako pade ton, malo nižje začnem govoriti, pa moram se potruditi, zato ker avtomatsko, ko sem v etru ali pa na odru, že skušam pravilno. Je že pobegnila, ne? Tako da se moram res potruditi, da govorim po koroško, no. Bom probala še kaj povedati po koroško. Katera pa je najlepša koroška beseda? Najlepša koroška beseda? Ne vem. 3, 2, 1. Resna narpica. Ni najlepša, sam je pa taka, ko marsikdo je ne pozna. In to je? Tako, to je? Pražen krompir. Ok, potem nekako povežeš, ja. Ditka, hvala za ta prvi obisk. Zdaj te bomo malce pustili, da studio preveriš. Poslušali bomo Batista Cadillac, tudi oni so se že pri nas oglasili na main stageu, bili zadovoljni, bili navdušeni, verjamem, da boš tudi ti. Zakaj si pa recimo
izbrala zasedbo Batista Cadillac? Ja, kot sem prej omenila, ne poslušam tako veliko slovenske glasbe. Mi je pa zelo všeč, ko pač slišim, da je nekaj, kar me res prepriča, in to je en tak band, ki me je v tem času res prepričal, še posebej odličnega vokalista imajo in delajo kakovostno avtorsko glasbo, tako da sem potem z veseljem izbrala še torej eno izmed njihovih pesmi. Dobro, se slišimo čez dobre pa urce in pa seveda uspešno uglaševanje želimo. Hvala. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, ob 10:15 gre za res. Ditka je ponovno z nami. Kakšen je prvi vtis? Super, fine feeling. Sem glih razmišljala, da je iz minute v minuto boljše, vedno bolj domača sem tule, skačem iz enega studia v drugega. Fajn je, mislim, da bo en super koncert. Tukaj si seveda opazila naš razgled in dnevno svetlobo. Tam v studiu je celo leto isto vreme, ista temperatura, ne? Kakšen je občutek igrati? Dobro, v času korona je mogoče bil kak live stream koncert, ampak to je nekak studijski koncert s kamerami. Kako je to za glasbenika, recimo? No? Je absolutno drugačen občutek, kot pa torej koncert v živo s publiko, ampak ker vem, da pač bodo spremljali preko radijskih sprejemnikov in tudi preko Facebook live streama, mislim, da bo šlo tudi tako. Kot si omenil, med korono smo izvedli nekaj takšnih koncertov, tako da malce sem se zdaj navadila. Je pa seveda občutek malce drugačen, no? Ampak vseeno super, ker seveda mojstri na radio znajo odličen sound narediti, tako da se mi tudi dobro počutimo potem tamle v tisti črni sobi. No, iz tega koncerta, ki ga bomo snemali, bodo na koncu bo stal tudi cel posnetek, ne, pa neke videospote bomo, spote. Vsak komad bomo posebej tudi shranili. Super. To nas pripelje do družabnih omrežij, do YouTubea, do Facebooka. To je dan danes nuja, je to obveza, mislim, povej. Jaz mislim, da skoraj je. Seveda zdaj v tej digitalni dobi. Tudi zame osebno se mi zdi, da je še posebej Facebook ena taka dobra oblika komunikacije tudi z mojimi poslušalci. Se mi zdi, brez njega si skoraj težko predstavljam, kje bi lahko pravzaprav dosegla torej z vsemi informacijami pač ljudi, zato ker na socialnih omrežjih je le en tak direktni odziv, ne? Vidiš, koliko ljudi recimo je prebralo to objavo, lahko komentirajo, lahko podelijo svoje mnenje, tako da se mi zdi, da so ta socialna omrežja pomembna za glasbenika. Ampak, ne, Helena, TikTok pa Ditka pa mi recimo ne gresta skupaj, ne? Ne, verjetno res ne. Ne, res ne. V bistvu, tako bom rekla, če ne bi bila v glasbi, ne bi tega potrebovala, verjetno sploh ne bi imela teh socialnih omrežjih, ker pač tako v nekem privat življenju res zelo malo pač scrollam po teh omrežjih. Ditka deluje bolj dnevnik stil. Ja, sem ja. Persone. Zelo rada, tudi raje kot na računalnik tipkam, pišem, torej kuljem, ne, tudi ko pišem svojo glasbo in besedila, vedno pišem torej v zvezek. Ampak ja, kot rečeno, ta socialna mreža so pač vseeno pomembna in glede na mojo publiko, ki je starejša, je Facebook še bolj aktualen, tudi Instagram rada uporabljam, TikTok in vse ostalo pa se niti ne lotim. Omenila si starejšo publiko, ne? Kako je za tebe kot ustvarjalko, da načeloma veš, da je tvoja ciljna publika recimo bolj starejša od tebe, ne? Imaš to v mislih ali pač delaš, kar počneš? Jaz delam to, kar delam, vedno pač izhajam iz sebe, to, kar čutim. Sem pa seveda skozi leta, ne, ko imamo te koncerte, pač spoznala, da je moja publika bolj zrela in je to, v bistvu, čutim spet tisto spoštovanje, ne, v bistvu strani starejših, zrelih ljudi do mene, ki sem pač mlajša. Verjetno gre tudi zaradi tega, ne, ker pač le izbiram poezijo naših pesnikov, kjer gre za, lahko rečem, malce bolj zahtevna, izjemno sporočilna besedila, kjer pravzaprav publika mora biti malo bolj zrela, da pač seveda prisluhne in razume, ampak sem hvaležna za to publiko, ker je čudovita publika. Dejala si, da pišeš pesmi. Proces je kdaj glasba, prej pa potem pesem, ali najprej pesem, pa potem kot glasba zraven, kot spremljava, ali je čisto odvisno? Je čisto odvisno, ampak bom rekla, da meni osebno je najlažje kar hkrati delati vse. Jaz običajno imam kar kitaro, preigravam, ko dobim neko idejo za melodijo, potem se mi že kar utrne ideja za kak stavek, tako da običajno kar sproti torej vse pišem, in glasbo, in besedilo, in tisto interpretacijo. Tako da je en tak fajn proces.
Zdaj, mladi veliko kratko začenjajo, nekako gledajo tudi vas, že uveljavljene glasbenike. Ti imaš strokovno glasbeno izobrazbo tudi, ali si samouk ali kako? Jaz imam končano nižjo glasbeno šolo za klasično kitaro, potem še nekaj let šolanja v bistvu privat, torej za kitaro, in pa skozi leta pravzaprav sem zamenjala kar nekaj tudi učiteljev solopetja, tako da lahko rečem, da se konstantno izobražujem. Nisem šla študirati na akademijo za glasbo, recimo v tem smislu, ampak ves čas pač delam torej na tem, da pač nadgrajujem svoje znanje tako z vidika igranja kitare, petja, kot tudi iz vidika pisanja pesmi. Pred leti sem pravzaprav bila 3 leta tudi upisana v online šolo za kantavtorje, v bistvu skladatelje, no? Tako da sem tam tudi pridobila precej enih veščin, ki mi zdaj dobro pridejo, ko torej pišem besedila in skladam melodije. To je veliko dela, ne, Helena, vse skupaj. Se ti pravim, sprašujem se, kje, katerih 24 ur jih zmanjka prehitro. Ja, si je potrebno vzeti, ne, ampak zdaj delovnik glasbenika ali umetnika, če rečemo, ne, zdaj to ni 8 ur skupaj, ne, to je cel dan, ne, vmes imaš, kaj prosto greš, ne vem, s psom na sprehod ali kaj, potem pa zagon, ne? Res je, tako je, v bistvu je super je, ker v resnici je ena svoboda. Zdaj seveda razen takrat, ko pač moram biti točno nekje v uri, tako kot danes, a ne, recimo, je pač treba seveda vstati in vse to ob pravi uri, sicer pa lahko svoj čas sama razporejam, kar mi zelo, zelo ustreza, torej ustvarjam takrat, ko začutim, vadim takrat, ko torej tudi začutim, a ne, v bistvu delam tudi te administrativne zadeve, skratka, razporejam svojim časom, ne. Vmes si pa seveda vzamem čas tudi za druge stvari. Glasba je v prvem planu, ampak tudi veliko drugih stvari me še zanima. Se posvečam tudi jogi, recimo meditaciji, športu in pa mojemu kužku, ki si ga že ravno omenil. Tako da je pestro, no. Čeprav nisem vedel, da ima psa, ampak se mi je zdelo, ne. Se veš, včasih, to so seveda stereotipi, ampak pravijo, da imaš ljudi za mačke, pa imaš ljudi za pse, pa imaš ljudi za vse. In ti si prebral, Zgledamo, da je Ditka. Zdi se mi oseba za psa, ne. Ja, sem, priznam. V bistvu imam od malega, smo skozi imeli pse, tako da si pravzaprav življenja brez psa ne predstavljam. Jaz imam enega, moja sestra ima 4, tako da, ko se dobimo na kup, nas je zelo veliko, tako da kuža moj je zelo pomemben član mojega življenja. In smo že pri neverbalni komunikaciji, ne? Komunikacija z živaljo, ne, to je neka druga reč, ne? Ja, in tudi malce terapija, ne, oziroma včasih precej terapija, ne? Absolutno, jaz večkrat poudarim, da je moj kuža Bowie, moje ime, da je kar ene vrste terapeut, vedno poskrbi, če preveč delam, da me spomni, da vzem si pauzo, a ne, greva na sprehod. Dober opomnik. Tako, in tudi v bistvu od majhnega je bil z mano v studiu, tako da je zelo navajen na glasbo in se mi zdi, da ga glasba zelo pomerja, bolj kot je glasna, bolj mu paše. Iskren kuža, ne? Ja. Nora Jones in Dolly Parton je takšna zanimiva kombinacija, ne? Nora Jones je tam v 2000-ih s tistim svojim albumom sceno postavila na svoje mesto. Dolly Parton ima kariero dolgo že, ne bom raje štel iz vsega spoštovanja povedal, je seveda markantna persona tudi v ZDA. Kako ti razumeš recimo to njuno sodelovanje? Mi je zelo všeč, zato ker Nora Jones mi je tako ena najbližjih ženskih glasbenih ustvarjalk in mi je neke vrste vzornica in tudi tista, ki si jo vedno zavrtim tako za svojo dušo. Dolly Parton pa seveda s tem svojim country prizvokom, zato ker country nekako tudi sama zelo čuti, marsikdo tudi reče, da ga je moč čutiti v mojih skladbah, sicer čisto lahko rečem nehote. In potem sem razmišljala, ker sem mogla izbrati pravzaprav 3 tuje pesmi, kako združiti čim več avtorjev, in sem se spomnila tega dueta, ki mi je zelo všeč in se mi zdi, da sta to nekako super res izvedli, ne, Nora Jones s tistim svojim nežnim glasom, nežnim pristopom in pa Dolly s tem energičnim. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage. Veliko smo že povedali, ne? Veliko si že povedala, dokazala si, da si se resno lotila, da ne, vsa ta leta, vsi ti albumi, vsa ta kilometrina na koncu izda vse skupaj.
Zdaj, ko smo se izven eter pogovarjali, si dejala, da je tudi zate pomembno, da kot glasbenik, kot umetnik nekako rasteš, ne? Da je to tisto nek cilj oziroma kako se naprej premikati. Ja, absolutno. Jaz mislim, da na splošno v življenju je tista konstantna rast, osebnostna, skratka, kjerkoli, da je pomembna, da torej ne obstanemo, da se zavedamo, da smo vedno lahko še boljši, če se tako izrazim, ampak predvsem zase, ne v smislu tekmovanja s kom drugim, ampak tako zase. In še posebej v glasbi se mi zdi, da je se toliko za naučiti, da se mi zdi, da do konca življenja imaš kaj delati, in to je tudi moj cilj, da pač torej rastem in kot kitaristka, vokalistka in še posebej kot skladateljica. Prej si omenila tudi, da si je potrebno vzeti kak čas zase, ne? Mi ponavadi goste tukaj vprašamo, ne? Par takšnih vprašanj, kjer jim ne damo kaj preveč časa, da morda izvemo tudi kaj več, ne? Tako da Helena ti bo povedala kaj in kako. Opozorim pa, da so moje možgani zjutraj bolj počasni. Ne boš prva in ne zadnja. Prva asociacija je ponavadi najboljša in samo tisto sprejmemo. Prav? V redu? Če bo trajalo preveč časa, bo Borut začel odštevati. Ja, nimam peščene ure, ampak... Ok, zmenjeno. Kako začneš jutro? Jutro začnem s kozarcem tople vode, potem z obrazno jogo, potem sledi sprehod s kužkom, pol se pa začne dan naprej. Na kakšen način pa eliminiraš stresne faktorje v življenju? Z meditacijo. Najljubša aktivnost v prostem času? V prostem času pisanje pesmi. Obstaja kakšen ritual, ki se ga lotiš pred koncerti? Ja, pred koncerti običajno vedno dobro prediham telo, naredim nekaj vokalnih vaj, torej za upevanje in pa rada se umaknem od benda nekam na samo. Si vraževedna in če da, kako se to kaže? Nisem, sploh. Romantik ali realist, Ditka? Ena sredina. Knjiga, ki si jo nazadnje prebrala? Murska saga, roman Ferja Lainščka. Ljubiteljica filmov ali serij ali obojega? Bolj serij zadnje čase. Če bi se srečala na ulici, tako star 14, 13, 15 letnico, kaj bi si svetovala? Verjetno bi si rekla, ne stopiti na to pot, kjer sem zdaj, je najboljša pa najtežja. Z naše strani je to vse. Hvala. No, ampak vidiš, ne, tudi v prostem času delaš, ne? Ja, res je. Mogoče sem med romantikom, realistom še deloholik, lahko rečem. Ker sem človek, ki rabi ves čas neko akcijo, no. Pa se znajdeš kdaj v situaciji, kot recimo kakšni samostojni podjetniki, ki doma rečejo, ves dan sem v spalni ali v neki delovni obleki in za računalnikom in pozabim zdravo jest, pozabim iti na zrak? Ne, to se mi pa ne zgodi, zato ker to mi je pa tudi ena prioriteta. Poleg vsega, kar počnem, tudi torej gibanje, svež zrak in zdrava prehrana je tudi kar nekaj, čemur namenjam veliko zavestne pozornosti. Ja. Kaj pa recimo klasičen poleten dopust, kot jih večina Slovencev preživlja, hrvaška obala, je to tudi nekaj zate ali so bolj kakšni hribi, kakšna eksotična potovanja? V bistvu bolj potovanja. Nisem glih tista klasika, no, da gre poleti pač na morje na Hrvaško. Ponavadi grem poleti na eno daljše potovanje, nekam v tujino, odkrivati nove kraje. To me pravzaprav dodatno navdihuje in tudi na nek način se spočijem, ko uživam v drugi kulturi. Urbano okolje, narava, katere del sveta recimo? Oboje mi je všeč. Zelo rada recimo si ogledam kakšna stara mesta z arhitekturo, potem če le gre vključiti tudi kakšno kulinariko njihovo tradicionalno in pa seveda narava. Zato recimo me zelo privlačijo bolj te severne države, Irska, Škotska, prihodnje leto imam plan iti na Islandijo, skratka tam zelenje, tako bom rekla. In potem tudi kakšne glasbenike tam poiščeš, poslušaš, recimo malce? Navežeš kakšne stike, recimo, s kom običajno, kadar grem tako res na potovanje kot dopust, pustim kitaro doma, ker grem ponavadi z letalom in takrat si res vzamem edini čas verjetno v letu, ko pač ne toliko razmišljam o delu v glasbi, pa se prepustim. Zato tudi recimo si vzamem čas, če je možno, pa grem na kak koncert, ko sem tam, kje, ne, recimo Irska mi je bila posebej blizu, zato ker je v vsakem lokalu živa glasba, odlična glasba in na tak način.
Ditka kot turistka, ne, z lenonkami, ne, pa z Lonely Planetom, ne, tak analogno. Nekaj takega si me zadev, ja. Ja, pa kakšen takšen travel book, ne? Tako? Pisalce in... Ja, res je. Se rada pripravim, ko grem kam, tako da vem, kaj si bom pogledala. Dobro, zdaj bomo slišali še Milana Kamnika, potem pa bomo še skupaj povabili tole na main stage. Seveda, ne moremo mimo Milana, verjetno z razlogom, ne, izbran. Seveda, z razlogom izbran v prvi vrsti, zato ker je pač Korošec in pa lahko rečem tudi v prvi vrsti, ker je res odličen glasbenik, eden bolj kvalitetnih kantavtorjev v slovenskem prostoru, tudi odličen vokalist in ima res lepe pesmi, tako da, kadar imam priložnost, z veseljem izberem kakšno njegovo. No, prisluhnimo potem pa še seveda zadnje povabilo na main stage. Radio SI Main Stage. Tako, zdaj pa še slabe pa ure do main stage koncerta. Kaj si pripravila za zasedbo danes? Ja, danes smo pripravili eno tako kombinacijo, lahko rečem Ditke in Ditke International, torej bo kombinacija uglasbene poezije in pa tudi mojih avtorskih pesmi v angleškem jeziku. Bom rekla tudi nekaj takšnih, ki so povezane prav z radiom SI. Kot je recimo pesem I Like It, s katero sem pred nekaj leti zmagala na tem vašem natečaju 30 Years for You. Potem pa sem v bistvu dodala tudi 2 skladbi, oziroma 3 skladbe iz čisto mojega svežega albuma Med nama je angel, ki je izšel letos poleti. Namreč na tem albumu so pesmi, ki so čisto nove, razen te naslovne, nobena ni šla kot samostojna, tako da nekaj res lahko rečem čisto svežega za ušesa poslušalcev. Mislim, da bo en tak fajn nabor. No. Seveda sem pa dodala tudi tiste best of, ali kako rečemo, najbolj znane. Ki seveda ne smejo manjkati, ne? Ja, pa sem ravno razmišljala, da je ena izmed najbolj znanih stara že 10 let. Ja, res je. Pa včasih se mi sploh ne zdi, mislim, čas tako hitro mine. Najbolje pa to, da to pesem, ne glede na to, da je stara že 10 let, še vedno jo vse povsod skupaj pojemo, ne? Hvala lepa, Ditka, za obisk v studiu, za ta pogovor, pa seveda dober glas in dober zvok na koncertu. Hvala za povabilo in klepet, pa se poslušamo. Radio SI Main Stage.